Pred okroglo mizo, na kateri bo beseda tekla o vsakodnevnih težavah bolnikov in svojcev z multiplo sklerozo, predvsem v času pandemije COVID-19 in seveda tudi sicer, vas vabim, da si skupaj prisluhnemo gospe Renati Žohar, predsednici društva Spoznajmo multiplo sklerozo, ki nam predstavi dejavnosti svojega društva v času nove realnosti. Gospa Renata Žohar, izvolite. Vsem skupaj en prav lep pozdrav. Letošnje leto se je začelo na nek tak smešen, drugačen in poseben način. Nekako nas je presenetila ta COVID, ampak kljub temu življenje je moglo iti naprej. Že sama multipla skleroza nam vsak dan postavlja neke nove omejitve, neke nove izzive. Tako da, ko je prišel COVID, je k naši bolezni se pridružila pač še ena omejitev, ki se je pojavljala v našem življenju. In bolniki z multiplo sklerozo smo nekako obrnjeni k temu, da iščemo rešitve in da stiske, težave, probleme rešujemo. Kaj je bilo najbolj pereča tema takrat, ko se je COVID pojavil, je bil to, kaj se bo dogajalo z nami, ko prejemamo biološka zdravila, kako priti do nevrologa, kaj se bo zgodilo v času poslabšanja bolezni. Ogromno se je pojavljalo vprašanj na to temo. Kljub omejitvam, ki jih imamo bolniki z multiplo sklerozo in ko smo tudi na nek način socialno izolirani, odmaknjeni, se je v času te epidemije še ta izoliranost socialna povečala. Bilo je manj obiskov, bilo je manj stikov, predvsem zaradi tega straha pred okužbo z COVID-om, ker nekako bolezen z COVID-om pa skupaj res ne gre. V društvu smo imeli najprej že težave, kako formalne stvari speljati glede društva, kot je recimo občni zbor, ker je bilo omejeno, niste pač mogli družiti in smo preko virtualnega sveta tudi občni zbor v okviru zakonodaje speljali. Prej sem omenila vprašanja, kaj naj naredim, ker imam biološka zdravila, kje dobiti odgovore. Na tem mestu moram povedati, da so nevrologi kar pripravili ena navodila, kako početi v času epidemije, katera zdravila se lahko dajajo, katera se lahko uvajajo, ampak to je bilo napisano na listu, to je bilo objavljeno na spletu. Ampak vsi nekako vemo, da to, kaj je napisano, kaj na spletu velja, obdrži. Ne vemo pa, če je res. Zato se je naše društvo v tem času, da malo se umirimo, da malo dobimo nek pogled v to, izkoristilo našega MS reporterja in smo poprašali nevrologe, kaj v resnici COVID, okužba z COVID-om pomeni za nas obolele za multiplo sklerozo. Povezali smo se virtualno in potem naredili 3-minutne, 4-minutne klipe, ki so predvajani na našem MS reporterju, katerega se lahko vsi pogledate. Tam gor je tudi povezava msreporter.si, kjer so ti klipi objavljeni. Tukaj so navodila, kaj se je dogajalo v času COVID-a, ali je bilo poslabšano v času COVID-a več, kako so se dajala zdravila in potem tudi navodila, kaj narediti v bodoče. Ker vsi govorijo, da COVID ne bo kar danes, jutri izginil, ampak bo pač še kar nek lep čas našega življenja. Mene osebno to kar malo skrbi. To pomeni del našega življenja. Kako se pa jaz lahko na to pripravim? Ker tudi moja multipla skleroza naj bo zginila danes, jutri, ampak je kar z mano. Kaj jaz lahko od tega pričakujem, ko COVID in multipla naenkrat sta v meni, ob meni, dve soočenji naenkrat. Odziv na te klipe je bil zelo dober.
člane je nekako pomiril, ker so v resnici videli in slišali nevrologa. Veliko od nas je prav to nevrolog njihov nevrolog. In je to bilo nekaj čisto drugače, kot da jim živo govori, kaj se dogaja. In informacija je bila bistveno drugačna, kot če informacija nekje pisna, brez obraza, brez nekega socialnega stika, brez neke povezanosti. Takrat se nam je zgodila ena takšna zanimiva stvar. Naš Jure, kateri klipe dela skupaj, je bil šokiran, je rekel, Renata, to ni za nikom slika ni primerna, da damo mi na gor, da objavimo, ne. In pol sem bila presenečena, da so ti klipi, ki so nastali v času COVID-a in so govorili o COVID-u in o situaciji o COVID-u, slika je bila res, priznam, ni najbolj posrečena, ampak ogledov pa je bilo ogromno, povratnih informacij je bilo ogromno, ljudje so bili zadovoljni, so klicali, to pa je bilo super. To je bilo super in odgovorili ste nam na vprašanja. Žal bo res ta virtualen svet, eden tisti, katerega se bomo mogli posluževati, glede na to, da bodo stiki še vedno omejeni in ko bomo se na nek način preko njega lahko reševali svoje stiske, odgovarjali na vprašanja. Potem smo tega našega MS reportera uporabili tudi v bodoče, kaj nam sledi, kako preprečiti neko okužbo, kako dvigovati imunski sistem. In spet smo pa strokovnjaka z tega področja spraševali, kaj je tisto, ko je varno, kaj je tisto, ko je smiselno. In ti ogledi so spet zelo uspešni, zelo dobri. To je eno način, s katerim smo se mi v društvu pomagali. Predvsem odgovarjati na vprašanja in vzpostavljati nek oseben stik z nevrologom, z tistim, ko to stvar resnično obvlada, ki jo dela. Potem pa je bila druga stvar, socialne neke stiske. Prej, ko smo se družili, ko smo imeli to, da smo se družine dobivale 2-krat, 3-krat na leto, smo se malo pogovorili, se, ne vem, izmenjali mnenja, tega letos enostavno ni bilo mogoče narediti. Zato smo formirali terapevtske skupine, ki so spet v virtualnem svetu. Se dobimo in preko aplikacije in je podprta z terapeutom. Zakaj je podprta s terapeutom? Zato, da vsebina ne uhaja k nepomembnim stvarem, da ostanemo pri nekem bistvu in da niso kar stvari, da bi ostale v zraku, ampak je neka kontinuirana, začeta in zaključena skupina. Trenutno potekajo 4 skupine z bolniki in 2 skupini z svojci. V začetku smo res imeli težave z računalnikom, z elektroniko, z signali. Sedaj smo že zelo poučeni glede tega in vedno imamo manj težav z tem. Imamo pa vedno več vprašanj, vedno več tem, vedno več odgovorov, vedno več članov, kateri se v te skupine pridružujejo. Ena stvar, ki pa bi jo izpostavila, kaj se je zgodila, glede terapevtske skupine je ena zakonitost, da se te skupine vedno delajo v živo, nikoli preko virtualnih stikov. Tega še ne počne v resnici nihče. To smo mi tisti, ki to počnemo. Ampak sedaj se je pokazalo drugo. V tem poletnem času, ko so se ti boni začeli uveljavljati,
smo ugotovili, da ljudje migrirajo preko Slovenije. V teh skupinah so ljudje iz Koroške, Ljubljane, Prekmurja, Primorske, Dolenjske. In ko so ljudje migrirali, so se zmenili, glej, te pa bi rad v živo videl. In so se v resnici videvali. V resnici so se potem tudi videli, ker so se preko teh skupin spoznali. Tako da je naše društvo preko teh skupin dosegla kar nekaj ciljev. Še mogoče enega tistega, katerega se sploh nismo zavedali, da ga bomo dosegli. Da smo se iz virtualnega sveta po možnostih, sposobnostih potem lahko tudi preselili v osebni stik. Kar se meni zdi ena takšna zelo velika stvar, ker iz želje nekoga spoznati je nekaj drugega, kot glej, to pa nekdo je. Je potem oseben stik tudi bistveno drugačen, ima drugačno vrednost in ima drugačen pomen. Tako da delovanje preko tega virtualnega stika, preko teh virtualnih medijev, ki smo jih mi pač se posluževali v tem obdobju, smo ugotovili, da se da ogromno dobrega narediti. Predvsem pa to, da mlajše ta virtualni svet tudi zanima. Po drugi strani pa starejši, ko se v to vključujejo, povejo, meni pa je hčerka to namontirala, skupaj pa mi je pomagala. Spet imamo povezovanje ljudi med sabo. Spet lahko mladi dobijo tisto veljavo, glej, jaz pa mu pomagam mojemu očetu, mami, tudi babici, da se priključi na računalnik. Da se ljudje opazijo, da se vidijo, da se pogovarjajo in da so eden z drugim. To nam manjka, ne samo nam bolnikom z multiplo sklerozo. Jaz vidim, da je to kar širši problem ljudi. Ta socialen stik, povezava v družinah, pogovor v družini, in če je pač to en kalček, en neki kamenček v mozaiku dane, se mi zdi, da je to, kaj smo nekako želeli doseči. Pomagati ljudem in potem tudi to uresničiti in speljati po svojih najboljših močeh. Oboje bomo nadaljevali. S tem tudi, ko se bo COVID zaključil, mi ne bomo zaključili. Še vedno bomo delali MS reporterja, še vedno bomo prisluhnili našim članom, kakšne želje imajo, kakšne potrebe se dogajajo, kakšne se izpostavijo, in pa še vedno bomo delali terapevtske skupine. Nekake želje, upanje, da bo teh skupin čim več. Tako kot se zdaj stvari odvijajo, nam dobro kaže. Dobro smo nekako se znašli v tem covidu, ampak čeprav je to virtualni svet, je žal to tudi trenutno naša realnost, skozi katero se lahko pomagamo. Toliko z moje strani.